Raziskovalci pa so med drugim odkrili tudi, da moška poraščenost obraza sovpada z boljšim poročnim trgom za ženske, torej se brade pojavijo takrat, ko je na voljo več moških. Kdo pa so bili trendsetterji moške poraščenosti skozi zgodovino? Skozi zgodovino zagotovo te pomembne osebnosti, vladarji, kralji, hkrati pa je obliko moških brat in pričesk običajno narekovala tudi vera, družba, neko družbeno okolje določenega časa. So vladarji tudi zapovedovali brade ali pa prepovedovali brade? Seveda. Zelo znano je, da je recimo do taknice bilo brade kralja ali pa njegovih las poseben blagoslov. Hkrati pa poznamo tudi zgodbe skozi zgodovino. Recimo Aleksander Veliki je svojim grškim soborcem ukazal, da so si brade odstranili, to se pravi, da so bili gladko obriti, prav zato, ker so v času bitk s Perzijci to uporabljali pač te njihove brade zato, da so jih potegnili s konja, da so jih lahko lažje, da so jim lažje prerezali vrat in vsled temu je Aleksander rekel, da dovolj, zdaj pa britje na golo. Iz čisto praktičnih razlogov, boj za preživetje. Recimo, to je ena taka zgodba, recimo, izmed mnogih. Kdo pa je sploh skrbel skozi zgodovino za moške brade in kdaj so se pojavili brivci? Brivci so nekaj, kar znajo arheologi oziroma antropologi določati že skozi celotno zgodovino človeštva. Brivci so sploh večino časa opravljali poleg brivskega poklica tudi zobozdravniško dejavnost, tudi kirurško dejavnost. Šele tam v 17. 18. stoletju nekje v Angliji prepovedo, da opravljajo tudi medicino, torej da prakticirajo medicino. Sicer pa se pojavljajo skozi celotno zgodovino. Sploh so bili znani recimo v antični Grčiji, kjer so bili brivski saloni, zbirališče moških, tako kot recimo na Gori, kjer so razpravljali o politiki, o vsakodnevnem življenju. Tam so sklepali poroke, razne politične dogovore. Tako da je bil brivski salon skozi celo zgodovino neko tako zbirališče moških, kjer so kakšno pametno povedali. Posebno vlogo so pa dobili v srednjem veku, ko je cerkev prepovedala brade, a ne? Tako je. Cerkev je nekako prepovedala brade z tega stališča, ker so se želeli nekako distancirati od tistih, ki pač niso bili še krščanske vere, od barbarov, ampak so do neke mere so dosegali to prepoved, kar nekaj vladarjev tistega časa pa to ni upoštevalo. Recimo v času, mogoče če sam se še za hip nazaj vrneva, v času Egipta, te visoke kulture, so bili brivci izjemno pomemben del celotne kulture, recimo v templih, kjer svečeniki recimo niso smeli vstopati s kakršnimi koli dlakami, ne lasmi, in to so jim brivci odstranjevali in so bili izjemno spoštovani. V bistvu Egipčani niti trepalnic in obrvi niso smeli imeti. Ne. Vsaj svečeniki ne, ostali pa so si jih tudi odstranjevali čisto iz praktičnih in higienskih razlogov in so pol seveda z veseljem nosili izjemno lepe lasulje, take prav umetniška dela, ki še danes lahko kje vidimo v kakšnih muzejih. Kdaj pa smo se sploh ljudje začeli ukvarjati s svojimi dlakami? Pravzaprav že čez celo zgodovino človeštva, že recimo, če se spomnimo iz časa paleolitika, recimo Vilendolska Venera, ki je stara 25.000 let, ima že lepo oblikovane kodre. Tako da ves čas v grobovih so našli recimo predmete za osebno nego, britve iz kovine, ki so jo že znali obdelovati, recimo pincete iz raznih školjk, okraske za lase, najdli so lončke z barvami za lase. Tako da skozi celotno zgodovino je človeštvu prirojeno nekako ta želja po estetiki, po lepoti, in lase so en tak naš zelo individualen izraz, ki se je pač tako izražal. Pa tudi telesne dlake skozi zgodovino poznamo zelo različne načine odstranjevanja. Kateri so najbolj zanimivi? Ja, nekatere seveda še danes uporabljamo, voskanje, sladkorna pasta, pač seveda britje, potem odstranjevanje s plovcem, s tistim kamnom. Recimo v srednjem veku pa so si gospe puščale svoje oziroma odstranjevale lase iz čela, zato ker je bilo to nek simbol omike.
strakovi, ki so bili namočeni z amonijakom, ko so ga dobili recimo iz mačjega urina. Taka očitno zelo prijetna zadeva. Tako da obstajale so tudi neke paste iz arzena, iz svinca, tudi precej nevarna reč. Ampak ljudje za lepoto marsikaj naredimo. Kdaj so se pojavili prvi frizerski saloni, recimo takšni, v kakšnem sva danes? Se počutim čisto v svojem elementu. Prvi saloni, taki znani, so se pojavili v Parizu, seveda, prestolnica mode. Prvi je bil gospod Šampan po imenu, ki je odprl svoj salon in bil hkrati tudi dvorni frizer in frizer za bogate dame. Potem pa je bil, to je bilo leta 1658, potem pa je prvi gospod Legros de Rumigny postavil nekak temelje sodobnega frizerstva v takem smislu, kot ga danes poznamo. On je odprl svoj salon, bil je uradni frizer francoskega dvora in potem je leta 1769 odprl tudi svojo akademijo za frizerje, torej od takrat poznamo prav izobražene frizerje. Kdo pa je predtem skrbel za lase? Za ženske? Za ženske so to bile, ženske so to več ali manj počele doma, ne tako v salonih, kot to počnemo danes. Lase so jim urejale spletične, v antičnem času sužnje, potem služkinje. Znano je, da so si morale služabnice puščati rast dolge lase, če je bilo potrebno, da so si jih postrigle, zato da je lastnica dobila nov lasni dodatek, kadar je to potrebovala. Sicer pa so si več ali manj urejale lase pravzaprav doma, vse tja do skoraj do časov industrijske revolucije. Kdaj pa se je sploh vzpostavila norma, da so dolgi lasje za ženske in kratki simbol moškosti? Ženske so skozi celo zgodovino, torej ženske imamo nekako po naravi dolge sijoče lase čisto biološko zaradi hormonov, zaradi samega telesnega ustroja. In tukaj je simbolika življenja, obnavljanja, plodnosti. In zato so tudi ves čas veljali za nek tak zelo močen seksualen simbol. Medtem ko moški kratke pričeske se pa tam tudi v času industrijske revolucije nekako ustoličijo tako, da so pol nosili kratke, čeprav so tudi skozi zgodovino nosili krajše lase. Tako da so tudi izjeme za to moškost in kratke lase. Ja, seveda. Recimo zelo znan je bil Julij Cezar, še danes se reče pričeski Julijev Cezar, Cezarjev koder, ki je tak poseben na čelu, kar lahko vidimo iz rimskih kipov. Tako da seveda so bila obdobja, ko so imeli moški kratke lase in je bilo to zelo možato, tako kot recimo danes se nam to zdi. Kako pa je z barvanjem las, od kdaj ga poznamo? Tudi barvanje je bilo nekako čez vso zgodovino človeštva. Poznamo iz najdišč razne lončke, v katerih so bile barve, rastlinske pigmente, ki so jih barvali in telo in lase. Seveda so bile to barve jasno iz rastlin. Potem so dodali kakšno živalsko kri, oglje, zato da so bili pigmenti močnejši, ampak ja, skozi celotno zgodovino. Potem kasneje šele tam v 1907 je Evžen Scheler naredil prvo klasično tako kemijsko barvo, ki je nekako osnova tega, s čimer si danes več ali manj barvamo lase. Kar je tudi pripomoglo k praktičnosti? Seveda. Časi so se spreminjali, industrijska revolucija je naredila velik premik v samem načinu življenja ljudi. Ženske so seveda morale, postrigle so si lase, ker je bilo to bolj praktično, ker so zato porabili manj časa za oblikovanje pričeske, ker je bilo to jasno cenejše, ker so ženske začele hoditi v službo. Moda pa se je začela z recimo feministkami, z bojem, torej z gibanjem za boje za ženske pravice. Pa tudi neke znane igralke so si postrigle lase pač zgolj zaradi neke muhe in so s tem lansirale nek močen trend. Recimo Coco Chanel si ob neki priliki, v tistih časih so si lase kodrali z vročim železom in si je uboga Coco zažgala lase in je prijela škarje in si jih je odstrigla in je rekla, če si je ženska pripravljena odstriči lase, je pripravljena spremeniti svoje življenje
Ona je bila taka persona močna in je s tem res sprožila en cel val teh krajših pričesk. Ki še držijo, recimo pri meni. V katerem obdobju pa so bile pričeske najbolj bohotne? Verjetno je to povezano pač kot vse ostalo z nekimi družbenimi premiki. Ja, najbolj so bile v višino in širino, torej v proporce bohotne frizure v času sončnega kralja Ludvika XIV., pa potem kasneje Ludvika XV., pa so pol s francosko revolucijo izzvenele. Takrat je bil v bistvu dvor, absolutistični vladar je bil nekak simbol svoje države, zato se reče l'état c'est moi. In njegov dvor je bil nekak blagovna znamka, s katero je kazal moč svoje kraljevine in zato je bilo enostavno potrebno in ženske so tekmovale v tem, katera bo presegla ostale ljubljenke na dvoru z ogromnimi pričeskami, ki so segale tudi 1,5 metra v višino. Hkrati pa so jih izdelovali te dvorni frizeri, recimo Ludvik XIV je imel 40 samo lasoljarjev na dvoru. Hkrati pa so te pričeske izdelali tako tematsko za neke priložnosti, ob rojstvu, ne vem, sina, ob rojstvu prestolonaslednika. Zelo znana je ena pričeska La Belle Poule, ki je bila narejena v obliki francoske fregate, ki je premagala angleško floto in v čast te zmage so si dale narediti frizure v obliki te jadrnice. Torej, polno ene simbolne govorice se je nekako skozi te frizure komuniciralo. In frizure so bile tako velike, da so dejansko ženske potrebovale spremljevalca dečka, ki jih je podpiral te pričeske. Podpiral, tako, ali pa so bile, znano je bilo, da so imele zaradi napetosti močne glavobole, ker je to vendar teža. Tudi arhitektura se je spremenila, so podboje vrat mogli malo začeti dvigovati, imeli so težave s samim prevozom, kako prideti zdaj na določeno lokacijo, ker so bile res visoke. Ampak tako je, moda prinaša razne ekscese in v bistvu frizure vplivajo na marsikaj in marsikaj vpliva tudi na pričeske in na naše lase. Imajo tudi družbeno moč in se kaže nek družbeni angažma skozi njih. Ja, lahko imajo tudi izrazito politično simboliko, politično govorico. Recimo v času, tam v 60. letih v Ameriki, ko se je bila bitka za enakopravnost torej temnopoltih Američanov, je bilo gibanje Back to Black zelo izrazito prav na področju frizur, namreč lasje so neka taka zelo značilna identifikacija temnopoltih, ker so skodrani, so pač čist prilagojeni podnebju, vročemu, afriškemu, to je genetska prilagoditev in v bistvu v času suženjstva je bila močna indoktrinacija, da je to grda stvar, da je to neka manj vredna, da so manj vredna rasa seveda in strašno so se trudili lase zgladiti, celotna industrija kozmetična, recimo temnopoltih je slonela na produktih, ki so jih uporabljali za ravnanje las in prav v času te boja proti segregaciji so prav s pričeskami komunicirali, da je pravzaprav nek rasni ponos dobra stvar, da se je treba vrniti k svojim koreninam in spoštovati tisto, kar si. Zato so tudi nekatere bele aktivistke nosile take frizure v recimo podporo tej politični ideji. Tudi kasneje pankovsko gibanje. Tudi kasneje seveda pankovsko gibanje, nek boj proti establishmentu, proti rigidni strukturi, družbeni anarhizem, ki se je izražal skozi pobrite lase, irokeze, močne barve, neko posebno estetiko. Recimo skinheadi po drugi strani, spet eno drugo sporočilo z obritimi glavami. Tako da pravzaprav imajo zelo močno politično sporočilnost lasje. In tudi pokritost ženskih las. Kdaj se je pravzaprav pojavila in zakaj? Pokritost se pojavi v času teh močnih patriarhalnih tradicij, recimo v času islamske, pa tudi v času krščanske, recimo v srednjem veku, prav spet iz tega stališča, ker so ženski lasje močan simbol erotike, močan simbol ženskosti in ta ženskost v določenih časih ni bila tako zaželjena, oziroma je bila celo grešna. Kakšne pa so potem pričeske prihodnosti?
Ja, to je dobro vprašanje. Moda gre zelo v neke, danes pravzaprav spet se vračamo k ženskosti, spet so modni kodri, spet so modne zelo ženske linije. Hkrati pa na recimo nekih modnih dogodkih znamo videti že pričeske, ki presegajo neko oblikovnost v smislu te obrtniškosti, torej dobro postrižene lase, ampak so že to neke vrste inštalacije, neke oblikovne teksture, ki se pač postavljajo tako kot v visoki modi obleka, pravzaprav nenosljive, ampak imajo neko svojo oblikovno sporočilnost, torej neko estetiko, ki je pač skozi katero se lansira moda.